pozdravljeni, gledate oddajo Klepet ob kavi, čeprav kavo imamo pa res redko na mizi, večkrat vodo pa čaj. Ampak vendarle v naši oddaji Klepet ob kavi se velikokrat oziroma se pogovarjamo redno o tem, kako lahko zvišamo kvaliteto življenja, kaj ti pomembna je tista kvaliteta in kaj lahko naredimo kaj zase. Ponavadi ljudje rečejo, ja, takega luksuza pa ne živim, da bi imel čas se ukvarjati še s sabo, saj pa imam vendarle toliko drugih stvari. In na temo časa in nimam časa sem pisala tudi v knjigi Kako živeti v obilju in bi vam rada tole prebrala. Jaz osebno nisem avtor tega, vas bo pa vsekakor zelo ganilo, neznani avtor je takole zapisal. Če bi radi ugotovili, koliko je vredno leto, vprašajte študenta, ki ni izdelal letnika. Če bi radi ugotovili, koliko je vredno 9 mesecev, vprašajte mater, katera otrok se je rodil mrtev. Če bi radi ugotovili, koliko je vreden 1 mesec, vprašajte žensko, ki je doživela splav. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna ura, vprašajte zaljubljenca, ki čakata na snidanje. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna minuta, vprašajte koga, ki je zamudil na avtobus, na vlak ali na letalo. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna sekunda, vprašajte nekoga, ki je preživel nesrečo. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna tisočinka sekunde, vprašajte športnika, ki je osvojil zlato olimpijsko kolajno. Če bi radi ugotovili, koliko je vredna ljubljena oseba, ji recite, naj odide. Čas ne čaka nikogar. Cenite vsak trenutek, ki ga imate in bodite hvaležni. In vsak trenutek je možnost in priložnost za to, da se povsem sprememo in da naredimo nekaj za sebe. Ne jutri, danes. In pri tem mnogim pomaga tudi knjiga Kako živeti v obilju. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to podstopite. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Knjiga uči živeti obilje, med drugim pa boste v njej izvedeli tudi, zakaj ne živimo v obilju, kakšen je pravi obraz bogastva, kako najti izhod iz strahu in živeti v obilju, je denar dober ali slab, katera je prava motivacija za pridobivanje denarja, katera prepričanja nas omejujejo, da ne živimo v obilju, kaj je največ, kar ti lahko denar ponudi, je to varnost, kako živeti kot milijonar brez milijonov, kako zaživeti življenjsko poslanstvo, kako vedeti, da si na pravi poti do obilja in če je finančno stanje rezultat, kateri vzrok spremeniti, da bi ga bilo več, katere tehnike in metode uporabiti, da bi denar prihajal pogosto in z lahkoto, kaj sporoča rokopis in podpis, kako urediti dom, da privabiš blaginjo v svoje življenje, katere barve, števila prinašajo obilje, česa farmacija in kozmetična industrija ne želista, da izveste. Naročite jo lahko na 02 6200 230 ali v spletni trgovini www.klepetobkavi.si. Vsak dan in vsak trenutek je priložnost, ampak najslabše je, da vse dajete na jutri, na jutri, na jutri, danes je treba začeti in danes nam bo svoje nasvete za srečno in zdravo življenje zaupala Bovnova terapevtka, učiteljica joge, nasploh krasna in izjemna ženska, ki vsako leto zdaj že kar redno preživi 1 mesec v Sibiriji, kjer se povsem sprosti, opazuje in eksperimentira takšne in drugačne stvari. To je Sabina Cimerman. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljeno. Danes bova govorili o tem, kakšni so pa vendarle tvoji nasveti za zdravo in srečno življenje, tvoji osebni, pa pravzaprav tudi tisti, ki jih vidiš pri svojih pacientih, da dejansko najbolje delujejo. Zelo preprosti so, zelo enostavni so in mi velikokrat preveč kompliciramo in nekaj posplošujemo, ne vzamemo si pa tistega časa za najbolj preproste stvari. Prva, najbolj preprosta in najlepša stvar je lepota, ki sploh ne opazimo. Če opazujemo lepoto, jo prenašamo vase in potem lahko tudi tako živimo. Ne pa, da gledamo samo neke grde stvari, kar nas obremenjuje in tega sploh ne gledam več zadnjih par let.
Drugače pa poročila, ne? poročila, potem greš na kavico, ti vsi jamrajo, noben ne reče, joj, sem bila v gozdu, sem doživela en čudovit sončni žarek, ki je obsijal bukovo vejo in ta bukova veja je se na deblo odzvala, ne? Mislim, tega več ni, no. Tega več ni, ne. Zdaj pa smo sploh že v tistih časih, ker ljudje že začnejo govoriti, da so prehlajeni, Ja. pa zdaj pa ne bo več toliko sonca, čeprav mi dve smo še vedno sončni. Ja. Ampak hitro se zaciklaš v vse to, pa vendarle ti dejansko ni treba. In kar je najbolj zanimivo, je to, kaj Dalaj Lama razmišljal, pa človek pa to, da mu je dejansko najbolj zanimivo biti ravno človek, ker najprej da vse svoje zdravje za to, da bi dobil nek denar, za to, da bi nekaj dosegal, potem pa k starost vpraša, kaj je počela mladost, pa bi dejansko dal ves denar, ki ga je prislužil, samo zato, da bi zdravje dobil nazaj. In dejansko lahko začnemo delati za zdravje, za srečo že danes. Tako, že zjutraj, ko vstanemo. Recimo, moj dan poteka tako, da zdaj pač, ker so poletni meseci, potem tudi, ko so zimski meseci, pač vsak letni čas in jesen in poletje in pomlad se razlikujejo med sabo, tudi kar počnem se razlikuje, ampak velikokrat zjutraj grem na balkon, pozdravim sonce, si vzamem te trenutke za sončne žarke, potem grem, če se le da, naredim enih par asan, takih zelo hitrih, kratkih, ki ne vzamejo veliko časa, ker zdaj, če je zelo hladno, ni glih dobro biti na balkonu, če je poletni čas, je veliko lažje, ali pa pomlad, pa jesen. In potem se zelo velikokrat odpravim kar v gozd. Že zjutraj? Že zjutraj. Ker zjutraj, ko se gozd prebuja, živali se prebujajo, ta energija je zelo čista še od noči, ki se je prečistila. In nikogar ni tam, kar je bistvenega pomena, so samo drevesa in te živalce, ki so tam in vsa ta energija, ki jo drevesa dajejo in energija zemlje, ki je povezana z drevesi in z tem prostorom. Odvisno je, odpravljam se na moj najbližji hrib je Rifnik, včasih grem mimo enega mlina, pa najdem en izvir, pa si še kar tam malo obmijem, ker malo včasih slečem, pa še malo umijem roke, noge, obraz sigurno. Pa bistvenega pomena je, da hodiš kot eni meditaciji. Ko ti hodiš, meditacija ni to, da ti doma sediš, si daš na stolu ali na blazini, ampak meditacija je tista način življenja. Ko ti hodiš po gozdu, je lahko še meditacija. Ko poslušaš to ptičje petje, ko se sprehajaš, vonjaš podrast, vonjaš listje, vonjaš tudi jesen, ko je recimo, ko listje pada, ti mahovi, ti lišaji imajo popolnoma drug von, ki ga imajo recimo poleti ali pa pomladi. In potem pridem domov pod hladen tuš, odkar sem bila na Altaju, ker sem se kopala sam v teh jezerskih vodah, v ledeniških jezerih, od takrat se samo tuširam z mrzlo vodo in za mene toplo tuš ne obstaja več. Tudi toplo morje, ampak tam 15-14 stopinj je idealno, do 19 je še. Ampak ljudje se ponavadi vprašajo, pa mrzla voda, pa mrzel tuš, saj se pa prehladiš. Ne, to okrepi se, imunski sistem si okrepiš. Potem vse ožilje v telesu, notranji organi se prebudijo. In ti, ko se z mrzlo vodo stuširaš, si bolj živ, si bolj, več energije imaš, se ti dvigne tudi tale, veliko ljudi je, ki imajo nizek krvni tlak, se ti dvigne. Tako da to je ena taka zelo močna osvežitev. V mesecu oktobru smo in veliko ljudi zelo hitro da jeseni gor plašče, jakne, škorne in vse te zadeve, ampak jaz vem, babica je mene učila, Jasmina, jesen čim dlje biti slečena in spomladi čim dlje oblečena. Drži in to je zakonitost, ki drži in tudi pomladi pa biti čim dalj oblečena, da ti je toplo. In na tak način potem se prijem domov, ta hladen tuš in potem so pač na vrsti tile moje sibirski biseri, najprej je mumija, ki mi je še vedno, mislim. Tudi velikokrat se z njo, če imam kak pik kje ali pa da čutim kje kako neravnovesje, jaz se kar namažem z njo in pustim in mi je to zelo odlično. Tako da in potem pač se pripravim za službo. Potem je pa moja služba pač je takšna, da
Moram biti ves čas polna energije, neobremenjena, ne pod stresom, zdrava, nebolana, zadovoljna, srečna. In te vse lepote, ki sem jih pač naštela zdaj, kako jaz pa zjutraj preživim, da lahko grem v službo in da lahko tam sem res polna energije in to, kar delam res z veseljem, z radostjo. Meni nikoli problem iti v službo, joj, pa se mi ne da. Pa tudi miren si potem, ne. Če narediš en tak obred zjutraj, si zelo miren, ne. Za zajtrk imam pa največkrat, ker jaz s polnim želodcem ne morem delati, ker potem pač enostavno vso energijo porabi želodec za predelavo hrane, si naredim talkan, ki ga res občudujem, ne. In ga obožujem, potem tudi še za mojo družino naredim talkan, ki včasih ga pojejo, včasih malo kasneje, ampak talkan mi je še vedno ena res taka močna, energijska bomba, no lahko rečem. Talkan si nam že razložila, kako se naredi, bi lahko še naenkrat čisto hitro. Čisto na kratko, najprej si vzamemo en zeliščni čaj, ki ga imamo doma, vse en katerega najbolj štitka, ki smo ga sami nabrali, ker ima našo lastno energijo. Potem kupimo neobdelan ječmen, ga spražimo, enih 5-6 minut, da lepo jo zatemni in čudovit vonj ima. Potem ga zmeljemo. To si lahko tudi pripravimo, to ne delamo vsako jutro, ampak si pripravimo za par dni naprej in potem damo 2-3 žličke tega talkana v ta vroč čaj noter, potem damo lepo, zmešamo, damo eno žličko, če imamo maslo, navadno, lahko damo ghee maslo, jaz ga že kuham 30 let, tako da jaz sam ghee maslo uporabljam, malo soli, malo mleka, tisti, ki ga pač uporablja, tisti, ki ne, ima isto moč ta talkan, čeprav je boljši z mlekom, lahko rastlinsko. In pa potem jaz še dam zdaj eno veliko žlico čaga čaja. To mi je tudi zelo odlično. Včasih pa lahko damo tudi kakšno malo, recimo, kakšno žličko olja, sibirskega olja, sibirske cedre. In to je en tak močen napitek, ko ga lahko, jaz ga tudi velikokrat popoldan pijem, ne. Ker jaz se nikoli ne morem najesti, pa potem iti, in zato potem vedno, ko jaz končam službo, tako sem pa res lačna, tako bi pa nekaj več pojedla, ne. Ker je enostavno način dela takšen, ne. In ko ti delaš, ko si z ljudmi, sploh ne rabiš hrane, ne, ker živiš, čutiš človeka, zaznaš ga, z njim se ukvarjaš. In potem navadno delam dopoldan, delam popoldan in ko pridemo vmes domov za 3-4 urce, obvezno vedno naredim, da se, pozabila sem povedati, jaz se zjutraj tudi v gozdu počešem. Vzamem glavnik, si dam vzadaj v gozdu se počešem, v gozdu se počešem, vedno in potem te lase, ki ostanejo, jih zataknem za kako deblo, ali za kako vejo, včasih pa skoplem malo zemlje, pa jih noter dam pod kak mahno. To tudi zelo velikokrat naredim. In je zelo tak fajn občutek, ker ti lasje tudi drugačni so, se mi zdi, pa tudi, ko se počešeš, tako kar lepi so in ti potem imaš spuščene lase, tudi če imaš kratke lase, čist drugačen občutek, da hodiš po gozdu, ko pa da imaš nekje še nekaj, da si utesnjenega počutiš, ne. Prav zares to česanje je, res je fino. Tak obred, ne? Ja, obred je, ampak jaz imam že kar, ko pridem domov, ko odprem vrata, ko odložim torbico, imam že kar tam glavnik, ker se takoj dejansko počešem. Da vse te negativne energije, ki si jih prinesla domov tega dne, pač informacije, da grejo dejansko ven, pa vse in tudi zrak. zvečer ugotovim, da slabše spim, če se ne počešem z glavnikom iz sibirske cedre prej. Drži. Tako da jaz potem vmes naredim, potem, kaj se treba skuhati, kaj ne, treba iti malo na vrt. Jaz hodim doma skozi bosa, jaz imam pač srečo, živim v hiši in imam zelenico tam 1200 metrov okrog in imam veliko sadnih dreves in jaz potem to kar bosa hodim. Vse sosedje so me kakih 10 let nazaj zelo čudno gledali, ne, ker sem že včasih zjutraj šla kar malo bosa pa malo pogledati po vrtu, včasih kar čez dan, ampak pač imam vedno noge umazane, pa kaj ne, ampak je pa bistvenega pomena, če greš bos, sploh zjutraj tudi, ne, da, ker imamo na stopalih tudi vse akupresurne točke, da si celo telo prebudiš, ne, in je tista jutranja rosa tudi zelo blagodejna, ne. Ker govorili so, enkrat sem slišala, ne vem, kdo mi je to rekel, mislim, da je bil to en naš gledalec, ki z nami doskrat hodi na potovanja, je rekel, da ga je celo življenje zjeblo v noge, celo življenje zjeblo v noge, potem mu je pa nekdo rekel, lej, sred zime je bilo, pa je rekel, lej, pejt ven zjutraj, pa hod po snegu ali pa po zmrznjeni travi. In je to začel delati in dejansko zdaj je veliko bosa, ne, in je povsem zdrav. Ja, res je.
se čist strinjam. To je res en zelo dober nasvet za kogarkoli, kdo pač to zmore. Ne? Pa tudi nekateri pravijo, da so otroke svoje, da so jih kot otroke pošiljali dejansko bose po snegu. Po snegu, po mleko, recimo, ko so mogli v šolo, so hodili. Moj oče je velikokrat šel tudi bos v šolo, po zimi, poleti. Tako da je bilo, v bistvu je ta dotik za zemljo bistvenega pomena. Potem so pa vmes, vedno prej, ko grem potem v drug del službe, naredim tibetanske vaje za ženske, da se cela raztegnem, ker mi je zelo dobro se počutim, včasih še malo kombiniram s parasanami. Ja, potem pa je treba spet v službo iti in potem v službi spet pride spet tako osvežen, svež prideš. Tako da je bistvenega pomena, ker se že prej ali na vrtu narediš, potem kosilko skuhaš, ga z ljubeznijo skuhaš, ga z zavedanjem kuhaš, kar je bistvenega pomena. To zavedanje sem včasih se ga mogla učiti, zdaj ga pa v bistvu živim. Ker vse, kar počneš, delaš z zavedanjem in ima energijsko moč, tvoje telo in ti in duša in srce je mnogo večje. In potem zvečer prideš domov in zaspiš pred televizijo s čipsom v roki. Ja, sigurno. Pozabila sem še omeniti, da vmes še velikokrat tudi dopoldan, včasih vzamem tale utorokok, ta naš sibirski biser, včasih popoldan, ampak večinoma odvisno, kako se počutim. Včasih tudi ne, če čutim, da ne rabim. In ko prijem domov, je spet obred, Najprej je to, ko si ti rekla, očistiti si lase, počesati se, mislim, to je res, se mi zdi prav osvežite, in potem spet kakšne stvari doma, ko je treba narediti, ker vedno kaj pride neplaniranega, včasih kaj planiranega, ampak pač to narediš, ampak še vedno nekako čutiš, da daš sebe najprej na prvo mesto. Pa ni to, kot sliši se egoistično. Sebično, ne? Sebično, ampak res se moraš dati, ker če hočeš, da si naslednji dan spet fit, da to delo, ki ga jaz upravljam in delam, jaz moram ogromno stvari narediti. Jaz recimo tudi zjutraj velikokrat žvrklam po ustih olje. In potem se mi zdi, da očisti vse in za notranje organe in potem za cel imunski sistem si ukrepiš. Mislim, to je toliko enih takih tehnik. Drugač pa zvečer zelo rada berem. Zelo rada berem in brez čipsa, televizije sploh ne gledam in je nimam in mi je v bistvu to branje pa spet poslovica od dneva. Zdaj, mislim, velikokrat ni odvisno, kateri letni čas je, so ti sončni zahodi zelo lepi, tudi če je megla ali pa če dežuje. Oktober je pač veliko dežja pa megla, včasih je pa tudi zelo sončen, zelo tako je zdaj recimo. Je zelo prijetno, zopet se grem poslovitno. Grem spet na svoj balkon, se zahvalim za dan, za vse, kar se je zgodilo, za vsa učenja, ki sem jih jaz dobila od ljudi, ki so prihajali k meni. In potem naredim eno analizo, ali sem vsakmu vse povedala, ali sem vsakmu vse dala, ali sem še kaj pozabila in včasih hitro grem še na mail, napišem, lejte, tole sem vam pa pozabila, povedaj, tole še dajte, mogoče bi bilo dobro tole za vas, da še naredite. Pa se seveda spet človek vzame, kar noče, ali pa nima časa, ali pa bo kdaj drugič vzel, ampak bistvo je, da daš ti informacijo naprej. Pravijo, da 1 ura pred polnočjo sta 2 uri po polnoči in v mojem življenju to povsem drži, zato se zelo trudim, da sem ob 10 v posteli. Kako je pa pri tebi? Tudi jaz, zelo do pol 11 že tisti skrajni čas, ker jaz res ostajam tam 4 pa 15, pol 5, ja, tako enostavno, če hočeš toliko stvari narediti, vse te obrede pri sebi, moraš kar zgodaj ostati. Ampak je vredno? Je vredno. Jaz v bistvu nisem bila bolna že ne vem koliko časa, mislim, sploh ne poznam tega, nekih težav nimam, čeprav grem zelo rada tudi na masaže, Zelo rada grem, ampak zbiram, nisem vedno razpoložena za vsake roke. Predvsem pa poslušaš svoje telo? Vedno, ja. In potem tudi jaz se recimo namažem s temi sibirskimi biseri, jaz se zelo rada mažem z njimi, ker imela sem jih priliko spoznati v naravi. In ko jih spoznaš v naravi, ko živiš z njimi in tudi ta naš vodnik, ko kar mumijo ima v žepu in on, ko kaj ni bilo, se je namazal, ti je naredil, si ti jo popil, isto sama na tak način funkcioniram. In tudi recimo živico imam zelo rada, ta von živice mi je zelo krasen. In si ga včasih kar pod nos malo namažem. Sploh zdaj v tem času, ko so na pohodu vse take in drugačne zadeve,
mal pod nos živice, pa Ja. si veliko, Pa tudi eno. pri otrocih, ne? Ja, obvezno. Jaz recimo svoje otročke, ko mi prihajajo k meni, ja mi vedno prsa jim namažem, ne timus, da jim ukrepim imunski sistem. Timus jim skozi mažem z živico, ne. Potem reče, daj me še malo zmasiri, ne, pa ga še se vleče na trebuh, pa mu še hrbet zmasiram z živico, ne. Mislim, res tak, v bistvu živim, no, to življenje, kar delam in kako, tako da mi je, to mi je res način življenja, no, ampak je res krasno, tako da je vredno, ne. Najlepša hvala. Sabina Cimerman je bila v naši družbi, še kakšna informacija pa na www.klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, 02 6200 230.